Tokrat v občinskem informatorju. Informativni dnevi Univerze v Mariboru tik pred vrati. Matilda je upihnila 100. svečko na torti. Na akademiji nov študijski program. Na Muti ponovoletni sprejem županje. Uspešna obarjada, zbrali več kot 30.000 evrov. Na mariborskem Pohorju tekmovanje za evropski pokal. Študentski domovi Univerze v Mariboru ta konec tedna z dnevom odprtih vrat. V kaj so se našemili člani karnevalske skupine Spuhlja. Lepo pozdravljeni. Za vikend bo v prostorih fakultet mrgolelo dijakov. Namreč v fizični obliki se bodo po daljšem obdobju zaradi koronavirusa odvili informativni dnevi. Poglejmo si prispevek, kako je na le-te in kasnejše opise pripravljena Univerza v Mariboru. V petek 17. in v soboto 18. februarja bodo na Univerzi v Mariboru potekali informativni dnevi za vpis v novo študijsko leto. Fakultete bodo bodočim študentom predstavile študijske programe, vpisne pogoje in druge podrobnosti, ki pomembno prispevajo k odločitvi v študiju. Pridružujem se seveda našemu skupnemu veselju, da bomo lahko letošnje informativne dneve spet v celoti izvedli v prostorih naših fakultet. Seveda pa smo razumeli, da sta pretekli 2 leti pustile določene tudi pozitivne izkušnje pri izvajanju informativnih dni nadaljavo, tako bomo tudi v letošnjem letu pravzaprav izvedli informativne dni v hibridni obliki. Z veseljem vabimo dijakinje in dijake, da si ogledajo prostore, da pridejo v živo, kajti razumemo, da je to vseeno drugačna izkušnja. Za študijsko leto 2023-2024 Univerza v Mariboru razpisuje skupno 4.554 vpisnih mest za 81 študijskih programov. Prvi je za kandidate najvažnejši, ki so še odprta vsa vpisna mesta, ki so razpisana. Prvi prijavni rok traja od 17. februarja pa dober mesec dni do 20. marca. Naše izkušnje žal so takšne, da seveda kandidati zelo radi dajo prijavo tisti zadnja 2 ali pa zadnje 3 dni. Morda tudi to. Če jo dajo tudi 17. februarja, je prijavo možno spreminjati, brisati in pa seveda mora biti pozorni na to, da ponovno to pošljejo. Na spletni strani Univerze v Mariboru je aktivna skupna spletna točka informativni.um.si, s katere lahko kandidati vstopajo na informativne dneve posameznih fakultet. Prednosti in podrobnosti študija na Univerzi v Mariboru so zbrane tudi na spletnem zavihku univerze moja.um. Vse bodoče študente že danes vabimo, da razmislijo, katere fakultete bi obiskali, da se lahko tako iz prve roke čim natančneje seznanijo, tako z vpisnimi pogoji, kot s potekom študija. Prav tako jih vabimo, da obiščejo spletno stran moja.um. Ta spletna stran je namenjena vsem informacijam o študiju na Univerzi v Mariboru. Vpisna mesta se razpisujejo za 81 študijskih programov, in sicer za 49 univerzitetnih študijskih programov, 29 visokošolskih strokovnih študijskih programov in 3 enovite magistrske študijske programe. Novosti letos pri letošnjem razpisu izpostavila bi 3. Na Fakulteti za zdravstvene vede se za redni študij zdravstvene nege ponovno razpisuje 120 vpisnih mest. Na Medicinski fakulteti se za redni študij splošne medicine ponovno razpisuje 106 vpisnih mest, ter za redni študij dentalne medicine 24 vpisnih mest. V primerjavi s preteklim letom gre za 4 mesta povečanja. Na Filozofski fakulteti pa se razpisuje 50 vpisnih mest za študij psihologije, to je 15 vpisnih mest več. Na Univerzi v Mariboru sicer izvajajo tudi kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti za študente študijskih programov 1. in 2. stopnje, ki imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Delujemo tudi po načelu od študentov za študente. Na vseh fakultetah pa prav tako delujejo študentski sveti, ki imajo izvoljene predstavnike vseh letnikov tiste članice. S svojimi dejavnostmi vsi skupaj prispevamo k celovitemu razvoju študentov naše univerze. Omogočamo jim namreč udejstvovanje na formalnih in neformalnih izobraževanjih, kot so jezikovni tečaji, tečaji programske opreme, raznovrstne delavnice za pridobivanje mehkih veščin in tako naprej.
Prav tako pa tudi skrbimo za športno udejstvovanje naših študentov, namreč izvajamo Univerzitetno športno ligo za prvaka Univerze v Mariboru, v kateri sodelujejo čisto vse fakultete članice. Zagotavljajo še, da spremljajo zanimanje študentov za študij, prav tako pa spremljajo tudi potrebe na trgu delovne sile in z različnimi deležniki usklajujejo spremembe obstoječih študijskih programov ter pripravo novih. Pretekli vikend je 100. rojstni dan praznovala Matilda Horvat iz Tabora v Mariboru in na to častitljivo obletnico so jo obiskali sorodniki iz tujine, no z drobno pozornostjo pa so jo obiskali tudi iz sveta mestne četrti Tabor. Matilda Horvat iz Tabora v Mariboru je minuli vikend upihnila 100. svečko. Ob tej priložnosti so presenetili tudi sorodniki iz tujine. Zelo sem vesela, da so prišli. Da sem jih videla, ko so bili mali, da so pa že vsi odrasli. Ja. Pa ti si tam mali, da ne mešli me, pa tako je k meni prišel pa. Kljub temu, da je bilo stanovanje polno ljudi, je sprva sama želela skuhati kavico in to težko prepustila drugim. Ker sem vajena bila delati pač ne morem kaj težkega. Delam, posebej to tudi pa tak, ampak prej sem šivala dosti, pa lahko sem šla v mesto, pa to pač ne morem, zaradi noge, gležen, imam bolane. Ampak sem zadovoljna tako, kot je. In kako ne bi bila, če pri 100 letih kuha sama, odpravi se tudi v trgovino. Najreši in kaj si sama. Tudi štrudle naredim, kaj god. Ja. Obiskali so jo tudi iz mestne četrti Tabor in jo presenetili s šopkom rož in harmoniko. Zelo všeč mi je, da so ti starostniki tam okrog 100 ali več let, ne, da so še čili in zdravi, da se lahko sami gibajo, da sami lahko si pomagajo, ne, ker to je, pa da živijo doma, da niso v domu za starostnike, to je največ pomeni tudi veliko, da ima recimo še sina tukaj v bližini, da lahko poskrbi za tisto, kar pač sama ne more. Precej ji služi tudi zdravje, prizna pa, da ni imela vedno lahkega življenja. Težko življenje, to se mi zdi, da to vsak reče, ampak to je res. To je res. Če praviš dobro živiš, ni dobro. Jaz zelo lepo živim, čeprav skromno, ampak lepo. Ponosna nanjo je tudi hčerka, ki mamo sicer enkrat letno obišče. Mi smo zelo srečni. Moj brat in jaz sem pa še bolj, ker sem se vedno bala, da bo umrla, ko sem bila mala. In mama je tudi rekla enkrat, da ne upa umreti, ker da boš ti žalostna. In to ni drži, izgleda. Ja. Ampak mi se vsak dan po Skypeu pogovarjamo iz Švedske, ker živim na Švedskem že dolgo let. In ona se sede k kompjuterju, tam ga ima. Drago je, moj brat je pripravil, kje bo stisnila in se pogovarjamo. Tako redno ohranjajo stik in ostajajo zelo povezani. Ona reče, to moram sama, ne. Pa tudi reče, mi kar na tla pade, včasih bom jaz se lažje prepognem kot ti. Jaz sem rekel, primi pod roko, ne. Tako, da je rekel, kaj te je nerodno, ali kaj. Ni rekla, ne smem se razvaditi, moram še sama hoditi. In dogovorili smo se, da jo prihodnje leto znova obiščemo. Z novimi programi in študijskimi smermi se Višja strokovna šola Akademija odziva na povečane potrebe po specifičnih kadrih na trgu dela. Kot prvi v Sloveniji na višješolskem nivoju uvajajo program računalništvo, a to še ni vse, več pa v prispevku. Višja strokovna šola Akademija se odzvala na povečane potrebe po specifičnih kadrih na trgu dela. Jasno je, da bo do leta 2030 kar polovica vseh delovnih mest v Sloveniji drugačnih. Najhitreje rastoča delovna mesta, torej največ delovnih mest se razvija na področjih seveda blockchaina, ki je mogoče v Sloveniji predvsem prepoznan kot kriptovalute, ampak gre dejansko za blokovno pošiljanje podatkov. Pa tem računalništvo v oblaku, cloud computing, analitično razmišljanje, umetna inteligenca, UX design, poslovna analitika, prodaja, znanstveno računalništvo in pa videoprodukcija. Tako da vidimo, da dejansko 10 poklicev je kar oziroma znanj, ki so najbolj zahtevana, vidimo, da jih je kar 9 prihaja z področja tehnike in pa povezavi z računalništvom. Ob dosedanjih 5 študijskih programih v naslednjem študijskem letu, kot prvi v Sloveniji na višješolskem nivoju, uvajajo program računalništvo. Pa smo dejansko razvili skupaj z našimi partnerji v Veliki Britaniji. Namreč študenti, ki se vključujejo v ta program, ob koncu prejmejo 2 diplomi. Prejmejo diplomo Republike Slovenije višješolsko, postanejo inženirji računalništva
in pa prejmejo tudi Higher National Diplomo Velike Britanije z področja computinga oziroma prevedeno ponovno računalništva. In program je nekako razdeljen na 6 izbirnih modulov oziroma izbirnih smeri. Na voljo je 60 prostih mest na študijskih smerih, kot so umetna inteligenca, podatkovne znanosti, razvoj aplikacij in kibernetska varnost. Tukaj se študenti predvsem spoznajo z kriptografijo, z forenziko, z upravljanjem informacijske varnosti, z upravljanjem penetracijskih testov, po domače povedano, da dejansko pravi eno simulacijo poskusa vdora v neko računalniško mreže in potem seveda na podlagi tega sprejmejo ukrepe. Raziskave kažejo, da je za delodajalce poleg strokovnih znanj vedno bolj pomembno tudi obvladovanje tako imenovanih mehkih veščin. Na akademiji ta znanja vpeljujejo skozi različne mednarodne projekte, eden takšnih je projekt Skill. Delodajalci iščejo pri svojih bodočih zaposlenih in obstoječih zaposlenih kreativnost, iščejo se pogajalske spretnosti, sodelovalne sposobnosti, timsko delo, prilagodljivost in seveda tudi čustvena inteligenca, ki v nekaterih primerih odtehta tudi več kot IQ. Študij na akademiji traja 2 leti, na leto pa vpisanih okoli 450 študentov. Včeraj je županja občine Muta Angelca Mrak priredila tako imenovano že tradicionalno ponovoletno srečanje s podjetniki, obrtniki in predstavniki javnih služb v kraju. Podrobnosti pa v nadaljevanju. Na Muti je te dni potekal že tradicionalni ponovoletni sprejem županje, na katerem se je županja zahvalila vsem, ki so v minulem letu soustvarjali podobo občine in pripomogli k temu, da postane občina še boljša, lepša in prepoznavnejša. Tradicionalni sprejem vseh teh nosilcev javnih funkcij, gospodarstvenikov, podjetnikov, že tradicionalno leta nazaj smo začeli s tem dogodkom, nekako da tudi pokažemo našo gesto do njih in seveda nakažemo na to vzajemnost, na sodelovanje, drug od drugega smo odvisni, sodelujemo in v bistvu dobro sodelovanje v lokalni skupnosti je ena izmed vrlin in prednosti za dobro lokalno skupnost. Domači gospodarstveniki so veseli tovrstnega druženja. Kovaštvo na Muti namreč letos obeležuje res častitljivo obletnico. Si pa seveda veliko pričakujemo tudi od pomoči skupnosti občine, kot je že županja povedala na uvodnem govoru, mi letos skupaj z občino praznujemo 450-letnico prve omembe železarstva in kovaštva na Muti in skupaj z občino in pa seveda z turističnim društvom pripravljamo en zbornik, da bomo nekako obeležili to res lepo obletnico. Podjetniki radi tudi med sabo izmenjajo kakšno besedo ali dober nasvet. Se mi zdi tudi taka gesta do podjetnikov kot takih, ki pozitivno vpliva tudi na vzdušje same v občinah. In mi, ko sodelujemo tako se rekel, za koroškimi občinami, je dejstvo, da je to zelo dobro došlo. Prvi spoznaš ljudi tam, ki so, drugo pa tisto, da tudi malo tebe spodbudi za boljšemu delovanju. Županja meni, da so takšna druženja nujna in vesela je, da lahko izkaže prav posebno spoštovanje vsem, ki soustvarjajo občino. Ponosni smo, da je občina kot občina lokalna skupnost, kjer je veliko teh podjetij, gospodarskih družb, ki nekako, bom rekla, so vpeti v to našo zgodovino kovaštva, kajti tam so bili prvi zametki za razvoj sploh dejavnosti, ki so danes v tem času pretežno kovinsko, strojno naravnane in ta naša podpora občine je seveda zagotavljanje ugodnih oziroma primernih prostorskih pogojev, infrastrukture, kolikor se to le da. Lokalno okolje na Muti je tako kot kaže vzpodbudno za podjetnike in gospodarstvenike in tega so veseli prav vsi. Na Ptuju se je ponovno odvila dobrodelna obarjada, ki so jo pripravili člani kluba Lions Club Ptuj. V baru je letos kuhalo 22 ekip, 4 dodatne ekipe pa so se predstavljale stojnico in donirale donacije.
Na Ptuju je minulo soboto dišalo po Barjadi, kuhalo je kar 22 ekip. Tako je lahko Lions Barjada ponovno zaživela kot humanitarna, družabna prireditev. Tako da smo res veseli, imamo več ekip kot v preteklih Barjadah, da v bistvu tradicija teče naprej. Ja, ni lepšega, ko vidiš, da so ljudje dobre volje, poleg tega pa še donirajo denar za ljudi pomoči potrebnim. Letos zbiramo za družino, ki jim je zgorela hiša oziroma ostali so brez strehe nad glavo in to je glavna donacija letošnja bo šla njim. Obiskovalci so jo dobro sprejeli in se radi vračajo. Super je, lepo, vreme je krasno, ljudje se tudi zbirajo in ni lepšega na današnji dan. Meni to dosti pomeni, tudi marsikaj vidiš pa te naše jedi, ko so zanimive za ta kraj, sploh Štajersko regijo, ne. Nasploh mi je super, ne, malo pogledamo tudi te znamenitosti Ptuja, ne. Tako da nikaj, ne, super. Tako je, tudi to je potrebno, nujno, v današnjih časih, ne. Taki dobri hrani pa res moramo kaj prispevati za druge. Ustavili smo se na stojnicah in preverili, kako teče kuha. Mi smo pripravili kuhano vino, smo občina Markovce, imamo tudi malcu to, vse fora, ne, pa dobro voljo. Ne le dobra jedača, tukaj je tudi na voljo. Pa dobra pijača. V Barjada, kaj je najbolj pomembno pri obare, je to, da je dobra, ne. Zdaj, kako to napravimo, lahko napravimo na različne načine. Mi smo se pač odločili po receptu ene starejše gospe iz Haloz in mislim, da bo vredo. Priprava lepo poteka, sledi pa, seveda, dobra obara, pa dobro druženje. Vse imamo že narezano, ampak kaj več pa vam ne smem povedati, ker so sestavine pri nas skrivne. Ja, seveda malo smo potrenirali, pa se dobili, poveselili in bilo je prav prijetno, pa so bili zadovoljni gosti. Upam pa, da bo ta obara prinesla tudi kaj dobrega tistim, ki nimajo toliko. In res je bilo tako, saj so zbrali rekordnih 30 tisočakov. Najboljše 3 obare so bile nagrajene. Na prvo mesto se je letos uvrstila ekipa MCK in Reseda, na drugo mesto DC Dominko, na tretje mesto pa Finakos. Komisijo smo pred pričetkom povprašali, kaj bodo ocenjevali. Ja, ocenjevali bomo videz, okus, kvaliteto in v glavnem trudili se bomo, da bo zmagal tisti, ki bo imel najboljšo obaro. Ja, vsi pravijo, ne, en ščepec pa ostane vedno skrivnost. In jaz pravim, če je v tem ščepcu še nekaj humanitarnosti, kar je in se čuti na tem mestu, je to na koncu res tista najbolj okusna obara. Preostala sredstva, ki jih ne bo prejela družina Kralj, bodo namenjena posameznikom in družinam pri lajšanju socialnih stisk, otrokom iz socialno šibkih družin, za njihovo šolanje in za delovanje razdelilnice hrane na Ptuju. Konec minulega tedna sta se odvila veleslaloma Evropskega pokala na Mariborskem Pohorju. Tekme za FIS točke pa so se odvile tudi v začetku tega tedna in to kar do Doline na snežnem stadionu. Mariborsko Pohorje je minule dni gostilo smučarke na tekmah Evropskega pokala. Alpski smučarski klub Branik je z izvedbo zadovoljen. V preteklem tednu smo na Pohorju z ciljem na trikotni asi izvedli 2 Europa Cupa, torej 2 tekmovanji za Europa Cup v veleslalomu, kar je pomenilo tudi bistveno test B proge, dela B proge za Zlato lisico na zgornjem delu Pohorja. Prihodnje leto si resnično želijo pripeljati Zlato lisico kamor sodi, nazaj na Mariborsko Pohorje. Moram priznati, da je ta test odlično uspel. Torej, skupaj z Marpromom in mestno občino Maribor smo sedaj videli, da lahko bistveno del tega v primeru, da res v dolino na 60 Zlati lisici ne bi bilo snega, preselimo progo na zgornji del. Seveda pa je sedaj še potrebno narediti neke malenkosti zgoraj oziroma nekatere stvari popraviti in dokončati in verjamem, da nam bo skupnimi močmi to tudi uspelo. Smučarke iz cele Slovenije in tudi izven meja so pripravo proge pohvalile. Moram reči, da je bilo res perfektno. Taki dnevi so res super, prav uživamo v smučanju. Samo se pa res vidi, da bi že smučali marca, ampak ne glede na to, kakve vreme, kakve okoliščine, karkoli, je pa proga res super pripravljena. Tekmovanje za FIS točke so izpeljali celo na snežnem stadionu. Na Pohorju odvijata še 2 FIS-a, veleslaloma tudi za mednarodno udeležbo in seveda za nabiranje FIS točk in tokrat nam je pač uspelo tudi
pripeljati zadevo do cilja, kar pomeni, da smo stestirali tudi spodnji del proge in seveda vidimo, da so pogoji in pa vse ostalo zelo primerni za izvedbo tega tekmovanja. Spregovorimo tudi s predtekmovalko, ki pohvali progo in kot domačinka upa, da bo po tej strmini potekala tudi jubilejna 60. Zlata lisica. Mislim, da se zdaj res trudijo, da s takimi tekmami najprej probajo, da se res potrudijo že za take tekme pripraviti in da mislim, da bi jim lahko uspelo, če bi jim vreme to dopuščalo, da bi imeli kaj snega še malo več. Mislim, da bi bilo lepo, če bi prišla lisica spet nazaj v Maribor. Tega si želijo prav vsi, ki so vpeti v to zgodbo. Ukolikor jim bo naklonjeno tudi vreme, je uspeh gotovo zagotovljen. Ta konec tedna pa bodo tudi na študentskih domovih Univerze v Mariboru v okviru informativnih dni priredili tako imenovani dan odprtih vrat. Kaj lahko pričakujete, pa si poglejte v nadaljevanju. V petek in soboto bodo svoja vrata bodočim študentom odprli tudi na študentskih domovih Univerze v Mariboru. V petek smo pripravili dan odprtih vrat, ob 12. uri bodo v naseljih in bodo pričakali referenti, ki bodo tudi vidno oblečeni, in predstavniki študentskega sveta stanovalcev, kjer bomo z dijaki oziroma bodočimi našimi stanovalci in bodo pokazali sobe, pokazali bivanje, kakšen način, kaj jim nudijo študentski domovi. To bo v petek, medtem ko v soboto pa načrtujemo v živo predstavitev ob 11. uri v 6. domu v predavalnici, kjer bomo predstavili pogoje za dodelitev subvencioniranega bivanja. Namreč razpis bo predvidoma 1. julija letos. Kot pravijo, bodo tako vsi, ki se zanimajo za bivanje v študentskih domovih, dobili vse potrebne informacije v živo. Prav tako pa bo na voljo tudi online predstavitev. Prijavite se lahko na njihovi spletni strani sd.um.si. Več kot 100 članov karnevalske skupine Spuhlja je znova združilo moči. Tako kot vsako leto so se tudi letos odločili za zares zanimivo masko. Prelevili so se v skoraj pozabljene kasete. Obiskali smo jih med zadnjimi pripravami. Teče 13. leto, kar se je skupina Spuhlja združila in pelje zgodbo skupaj. Prva maska se je v bistvu začela, ko smo bili Prinčevi tlačani. Takrat smo bili njegova spremljevalna skupina. Drugo leto pa smo kar hitro ugotovili, ko naš princ Marko Harbozanski ni bil več princ, ampak mi smo pa nadaljevali. Vsako leto poskrbijo za nekaj unikatnega in tudi letos je tako. Dobiti idejo za masko je polovico dela narejenega. Ste se odločili za kasete, ki so nekoliko že šle v pozabo, če lahko tako rečem. Želimo jih priklicati nazaj. Smo generacija, ki smo še polno snemali in smo generacija, ki smo jih težko pričakovano dobivali iz Nemčije in Avstrije. Zraven kave in vedra riža je bila poleg tudi kaseta. Alenka veliko pozornosti nameni detajlom. Minulo soboto smo jih obiskali pri zaključnih delih. Priprava, torej načrtovanje voza se nekje začne v oktobru, potem recimo tak nekje v decembru, januarju, pa potem začnemo nekje za samo izdelavo voza. Tisto nekje traja cirka 3 tedne, recimo približno, ne. Prizna, da je dela veliko, a je na koncu vredno. Prav tako sama organizacija ni mačji kašelj. Imamo zelo fajn vodjo in ona nas zna to lepo postrojiti, tako da gre zelo fajn. Ja, je pa težko, zato ker en bi imel tak, ampak na koncu smo pa res ena taka ekipa, da ko gremo nekam, smo res top. Nepopisne izkušnje, to pa je nekaj najlepšega. In smo res taka ekipa, ki vsi komaj čakamo in vsi ful nekega truda vložimo, tako da je res nepopisno pa nepozabno. Danes karnevalska skupina šteje več kot 100 članov. Od najmanjšega, tako ga imamo od Lana, ki je star 2 leti, pa do 78 stare članice. Mi smo pa vsi mezmes. Vi ste tisti, ki v bistvu vsem priskrbite, zašijete kostume. Kako je to organizacijsko gledano? Organizacijsko je to, da se mi dobimo že v poletnem mesecu, ko pade prva ideja in ko prideš z idejo, takrat tudi treba biti že dodelan plan. Kako bo narejen, kako bo voz narejen, vse ostalo in potem do jeseni se že zašije prvi prototip maske. Meni je to ful v zabavo, ful priporočam, ker se vsako leto pridružim temu in je zelo fajn, pa še fajn se imamo. In komaj čakam, da se predstavimo pred velikim občinstvom. Za podmladek se jim zagotovo ni treba bati.
Trudijo se, da pokažejo, da so vsi enakopravni. V samem karnevalu pa vedno igramo vsi enako vlogo. In to naši otroci, naša mladina zadaj vidi, da je enakovreden in enakovredno cenjen z starim ali mlajšim od njega. Ta pustni čas, kot smo lahko videli v času našega obiska, jim napolni srce. Da bo maska kar se da popolna, pa se skupnimi močmi trudijo vsi člani društva. To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Spremljate nas tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek večera in ne pozabite ostati v naši družbi tudi ob 20. ko bo na sporedu oddaja Skorentovanje na BK TV. Nasvidenje.